Pozdravljeni! Pred dobrim mesecem dni je bila svetovna situacija čisto drugačna od današnje. Poslušali smo razne izjave, kjer je, na primer, Mattia Binotto pravil, kako projekt SF1000 ne izpolnjuje še pričakovanj. Res, na progi nismo videli nič, a lahko malce špekuliramo, kakšne so omejitve tega projekta Ferrarija SF1000. Situacija, ki je nastala v svetu Formule 1 zaradi koronavirusa, je izjemno zanimiva. Vidimo, da že pred tem v zimskih testiranjih smo lahko ekipe razdelili praktično na dva tabora, dve skupini. V prvi skupini Red Bull, Mercedes, McLaren, Renault, pogojno tudi Racing Point. Ekipe, ki so s svojim konceptom šle korak naprej. Malce bolj drzno, ni še znano, če v pravo smer ali ne, to je treba priznati, a vseeno pokazali so nekaj novega. Po drugi strani imamo skupino, kjer so Haas, Alfa Romeo Racing, Alfa Tauri, Williams in tudi Ferrari, kjer so ostali zvesti malce tistim konceptom iz sezone 2019. Kot da bi bila sezona 2020 neko prehodno obdobje, kjer bojo skušali s čim manj stroški odpraviti pomanjkljivosti, ki so jih imeli na lanskem bolidu, in nekako prebroditi to sezono do uvedbe tistega novega pravilnika. In seveda treba je poudariti, da tako Haas kot Alfa Tauri so odvisni od drugih, kakšne bolide imajo, podobno kot pri ekipi Racing Point. A seveda prišel je koronavirus, zmanjšano število dirk, lockdown vseh tovarn in kaj lahko to pomeni. Tega ni predvidel nihče, tudi tega, da se bo pravilnik zamaknil še za 12 mesecev v prihodnost. Še manj pa tega, da bodo tudi v sezoni 2021 uporabljali tiste šasije iz sezone prej. In kaj lahko iz tega zaključimo? Zmanjšali niso enega vidika, in to je ur v vetrovniku in razpoložljivosti računalnikov za računanje CFD simulacij. In iz tega lahko sklepamo, da bo razvoj, kar se tiče aerodinamike, bil izjemno hiter. Tisto, kar bi prej razmazali na 22 dirk, jih bodo sedaj porabili v 15 ali manj dirkah. Dvomim, da nekdo ne bo izkoristil celega potenciala, ki mu ga dovoljuje pravilnik. In seveda tudi, če so biroji zaprti, tudi če so tovarne brez delavcev, glavni inženirji dvomim, da so izklopili možgane. Delajo na tem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. In seveda tudi na področju pogonskih sklopov še nisem videl, da bi kdo zmanjšal tisto število, katero so predvideli za 22 dirk v sezoni 2020. Kaj to pomeni? Po svoje to, da bodo razvojni cikli bistveno hitrejši. Kar hitro bodo te bolide, te šasije pripeljali do tiste stopnje, kjer vsaka sprememba ne bo več prinesla občutnega izboljšanja šasije. Konec razvojnega cikla. In prav tu je zanimivo, prav tu moramo upoštevati te dve različni skupini, kaj se bo zgodilo v sezoni 2021. Bodo nekateri ostali celo leto na nivoju sezone 2020, drugi, kateri so bili bolj drzni, pa bodo lahko še razvijali šasije naprej. Seveda, mnogi, na primer pri Ferrariju, je bilo slišati, da se bodo letos koncentrirali tudi malce več na tisto novo Formulo 1, tisto, ki še prihaja 2022 ali še kasneje. In prav tu so se močno opekli. S tem, ko so tudi drugim dali čas, da se pripravijo, njihova prednost s tem, da so malce žrtvovali letošnjo sezono, nima več smisla. In tudi njihovega bolida šasije ne bodo smeli spreminjati v sezoni 2021, kar pomeni, da so bili dvakrat opečeni, ne samo enkrat, in da se vidi njihovo omejenost. Omejenost v razmišljanju, s tem ne mislim nič slabega. A niso bili sposobni, predvsem vodilni, da bi mislili malce izven tistih okvirjev, ki jim jih daje pravilnik.
Če pogledamo, kaj so bili vse sposobni pri nasprotnih ekipah in če to primerjamo s projektom SF1000, vidimo to razliko. Pri Ferrariju je bila res ta zgodba okrog pogonskih sklopov dosti v medijih, a konec koncev se je izkazalo, da niso znali pridobiti neke bistvene prednosti, niso osvojili le nobenega naslova in nekako kontrola na tistih elementih je večja. Po drugi strani imamo na primer Mercedes, kateri je lahko podoben tistemu lanskemu, a so razvili sistem DAS. Ta je lahko legalen ali nelegalen, v to se ne bom spuščal, a po drugi strani pokazali so veliko mero fantazije. Poglejmo samo bolide ekipe Renault, bolid ekipe McLaren, poglejmo novi Red Bull, kar sem že analiziral pri njihovih predstavitvah. Enkratne domislice, nekaj novega, kar pri Ferrariju ne moremo trditi. In seveda, tu se vidi tista glavna kritika, katera je namenjena Matiji Binottu. Da je nesposoben biti šef ekipe, trdim že od trenutka, ko je bil na to mesto postavljen. Ne rabim Bernieja Ecclestona, da ga citiram kot nek avtoritativen vir. A vseeno, tudi če pogledamo vse tiste dele, ki so se dogajali na motorističnem oddelku Scuderie Ferrari, vidimo, da njihove inovacije so bile preko ne sporne in konec koncev niso prinesle neke občutne prednosti. Kot sem že pomenil, res zmagali so nekaj dirk, a kakega naslova niti oddaleč ne. In sedaj nek primer. Vodjo ekipe, kateri je bil postavljen na mesto, nesposoben, in posledice katerega čutijo v določeni ekipi še danes. Ne bom se vračal v zgodovino preveč nazaj, treba je samo pogledati obdobje od sezone 2014 do 2018 pri ekipi McLaren. Za vodjo so imenovali Erika Bouyeja, nekoga, ki ni obvladal položaja, kateri je praktično nekako bil po sili razmer tudi dan na mesto, kjer ni znal dobiti pametnih rešitev. Videli smo, kako je forma ekipe padala, kako se je skrhal odnos s Hondo, katera je tudi plačevala McLarenu, da je uporabljal njihove pogonske sklope. In posledice tistega obdobja čutijo še danes, čeprav njihova krivulja, saj v lanski sezoni se je začela vzpenjati. In podobno situacijo vidim pri Ferrariju. Če se bo nadaljevalo s temi trendi, s tem omejenim razmišljanjem, s to nedrznostjo pri razvijanju projektov, ne vidim kaj velikih potencialnih razvojev tudi v prihodnosti, tudi z uveljavitvijo novega pravilnika, kajti drugi s tem mišljenjem izven okvirjev bodo korak ali celo dva pred njimi. Vsaj tisto, kar lahko razberemo iz tistega, kar smo videli na zimskih testiranjih, na predstavitvah in seveda tudi, kar so začeli praviti mnogi analitiki, kateri so bili do te krize tiho. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.